Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Minute za zdravje. Danes se bomo pogovarjali z magistrom farmacije Bojanom Madjarom iz Pomurskih lekarn. Govorili bomo o gripi. Pozdravljeni. Gripa je do pojava bolezni COVID-19 v zimskih mesecih predstavljala največjo skrb s področja zdravja. Lahko najprej predstavimo gripo z vidika povzročitelja? Ja, res je. Povzročitelj gripe je dejansko virus influence. Poznamo več tipov, A, B, C recimo, potem pa so tu še podtipi, tako da možnosti je kar precej. Gre za virus, ki dokaj redno in pogosto mutira, tako da se spreminja skorajda vsako leto, povzroča pa to nam že dokaj dobro znano bolezen gripo, ki se pojavlja v večji ali manjši meri skorajda vsako zimo. Predvsem tam nekje vrh doseže pojavnosti okrog meseca januarja oziroma februarja, potem pa seveda počasi upada. Tako da gre za bolezen, ki jo pač lahko nekako doživijo in prebolijo različne generacije, prizadene tako otroke kot tudi starejše ali pa aktivno populacijo. Je pa ponovadi tako, da se pojavlja enkrat na zimo in potem spet naslednje leto seveda. Na kakšen način pa se lahko okužimo? Okužimo se lahko predvsem preko nekih tesnih stikov z nekom, ko je že okužen in ponovadi ima tudi že določene znake in simptome bolezni. Virusi influence se prenašajo predvsem kapljično, se pravi, lahko ga nekako naokrog raztresemo preko govora, preko dihanja, preko petja, preko kihanja, preko kašljanja. Sicer daleč te kapljice vseeno ne padejo, tako da moramo biti dokaj blizu. Je pa tudi res, da se lahko prenaša preko površin, če kapljice, te res zelo majhne kapljice, ki jih dejansko niti ne vidimo, padejo recimo na mizo in se potem v določenem kratkem času nekdo te površine dotakne, si zanese, potem se dotakne obraza, si lahko virus zanese v bližino nosu, nosne sluznice ali pa ust in potem prenese v zgornja dihala, kjer se ti virusi potem dalje razmnožujejo in povzročajo težave. V kakšnem času po okužbi pa nastopijo simptomi? Ja, različno. Običajno dokaj hitro. Pričakujemo, da se bodo simptomi razvili nekje v roku dneva ali pa nekje do 3 dni, potem, ko smo prišli v stik z virusom. Zdaj v zvezi z boleznijo COVID-19 se veliko govori o preventivi. Kako pa je pri gripi? Se lahko kako zaščitimo? Najboljši način zaščite pred gripo je še vedno cepljenje, ki se izvaja vsako leto. Kot sem prej že dejal, virus se sčasoma spreminja. Dejansko prihaja vsako tisto sezono, ko je gripa, se pravi v zimskih mesecih. Prevladuje nek virus, ki je vsaj rahlo spremenjen in seveda tudi zato nas lahko znova okuži, če tudi smo prejšnje leto preboleli gripo. Seveda pa sčasoma lahko prihaja tudi do večjih sprememb. Takrat pa se lahko zgodijo tudi kakšne epidemije ali pa celo pandemije. Se pravi, ljudje običajno niso odporni nanj in zato lahko okuži dejansko veliko populacijo. Tako da cepljenje deloma seveda pomaga, ni pa nobena zaščita tudi 100-odstotna. No, kljub temu seveda lahko priporočamo tudi druge nekako ukrepe, ki lahko pomagajo. Kot rečeno, nobena zaščita ni 100-odstotna, zato je smiselno kombinirati. Vsekakor priporočamo nek zdrav način življenja, na ta način bomo tudi lažje preboleli samo bolezen, tudi mogoče lahko deloma vplivamo na naš imunski sistem, da se bo bolje obranil. Recimo, to je pa že vsem dokaj znano, ne? Zdrava prehrana, veliko sadja, zelenjave, veliko tekočine, pazimo na telesno težo, da ne jemo preveč, da se znamo tudi umiriti, spočiti, naspati, tudi to je pomembno, da znamo nekako ta stres preživeti oziroma se spoprijeti z njim, pa seveda izogibanje škodljivim vplivom, kajenje, popivanje, prenajedanje in še kaj bi spadlo sem zraven. In pa ja, seveda, saj vemo, virus se lažje prenaša, če so stiki bližji, se pravi, takrat, ko razhaja virus gripe v populaciji,
je smiselno, da se izogibamo dogodkom, krajem, kjer je veliko ljudi na kupu, nekim zaprtim prostorom, nakupovalni centri ali kakšni taki dogodki. Tako da tudi s tem lahko bistveno omejimo možnost okužbe in pa seveda redno umivanje, dezinfekcija rok, pa tudi nenazadnje uporaba obrazne maske je vsaj veliko zaslug, da lansko leto ni bilo gripe, se pripisuje ravno temu, ker smo se zaradi covida ščitili pred temi virusi, koronavirusom sicer, ampak na ta način smo tudi se ščitili pred prenosom okužbe z virusom influence. Zdaj že v poletnih mesecih je bilo govora o cepljenju. V drugih evropskih državah poteka cepljenje v lekarnah. Lahko to pričakujemo tudi kmalu v pomurskih lekarnah? Ja, o tem je bilo res kar nekaj govora. Lekarniška zbornica Slovenije je bila pozvana strani NIJZ-ja, da bi, če bi lahko izvajali cepljenje. Mi smo ugotovili, da bi lahko, seveda pa se moramo dodatno usposobiti, preveriti tudi, če izpolnjujemo prostorske zahteve. Tako da v okviru Lekarniške zbornice Slovenije smo pripravili program, s katerim se lahko pridobi kompetence za izvajanje cepljenja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi državami. Veliko evropskih držav, tudi naša soseščina recimo, že izvajajo cepljenje proti gripi ali pa tudi proti drugim boleznim, že kar vrsto let, pa tudi drugje po svetu. Tudi v pomurskih lekarnah smo podali povpraševanje, kar nekaj naših magistrov oziroma magistric farmacije se je odločilo, da bi se izobrazilo v tej smeri. Nekako smo naredili tudi plan, načrt, v kateri lekarnah bi to lahko izvedli, kjer seveda izpolnjujemo kriterije, da lahko to uspešno izvedemo. Seveda je pa zdaj na strani države, kako se bo odločila naprej, mi smo pripravljeni. Je pa res, da še izvedbe cepljenja, pridobitve kompetence za cepljenje ni bilo, se pravi, nekje na vrhu se je zaustavilo, tako da verjetno to sezono tega še ne bomo izvajali. Upam, da kmalu se priključimo tudi drugim evropskim državam, predvsem zahodnim, ki to že vrsto let izvajajo. Zdaj, rekli ste, nobena zaščita ni 100-odstotna, pa vseeno, kaj narediti, če zbolimo? Ja, zdaj je taka specifična situacija, ko dejansko se širi virus SARS-CoV-2. Vsi ti respiratorni virusi, se pravi prehladni virusi, virusi influence, SARS-CoV-2, povzročajo simptome, ki se kažejo na dihalih, ki so si bolj ali manj lahko podobni. Če poteka bolezen tako značilno klinično, bi se upali dejati, da je to gripa, ampak danes, ko je ta bolezen COVID-19 še tako zelo prisotna, je pa mislim, da je najbolje takrat, če imamo kakšne težave, se pravi vročina, bolečine, glavobol, izcedek iz nosu, kašljanje, boleče žrelo, karkoli od tega, kar nakazuje na neke prehladne oziroma podobne simptome, da se najprej pokliče osebnega zdravnika in se gre preveriti z PCR metodo, če morebiti nismo okuženi z virusom SARS-CoV-2. Ne glede na to, tudi če nismo, se pravi, pozitivni na to okužbo, je vsaj pri gripi res smiselno nekaj dni ostati doma, si spočiti, preležati. Ponavadi je tudi gripa, če se res pojavi v tisti značilni klinični sliki, nas kar položi v posteljo, vse je kar težko iti v službo. Seveda lahko bi ravnali nespametno, vzeli neke analgetike, znižali vročino, se privlekli do službe, ampak delamo si medvedjo uslugo, pa tudi našim sodelavcem nenazadnje, ker jim omogočijo, da se lepo prekužijo. Tako da najbolj smiselno je, da si spočijemo, da se predvsem dobro hidriramo in da damo možnost telesu, da se opomore. Vse ponovadi pa traja mogoče 2-3 dni, pa smo že precej boljši, gripa pa ponovadi nekje najkasneje v 7 dneh simptomi res izvenijo. Včasih lahko tak kašelj zna biti trdovraten in še vztraja kak dan več, drugače pa smo v roku tedna dni že si povsem pomogli. Torej, vaš nasvet za ublažitev simptomov je predvsem počitek. Počitek, ja. Telesu dati možnost, da se pozdravi. Je pa res, da simptomi so lahko bolj ali manj moteči
Nekdo, ki bi imel temperaturo nad 39 stopinj Celzija, je vsekakor smiselno, da si znižuje. Se pravi, da poseže po nekem antipiretiku. Strokovno pa, če rečemo tem zdravilom tako. Če so res zelo močne bolečine, včasih ljudje pravijo, boli me celo telo, vsi udje, sklepi, mišice ali pa zelo močne hude glavobole imamo, seveda potem posežemo tudi po analgetiko. Pri gripi ta nos ni toliko zamašen kot pri prehladu, lahko pa je. In če ne moreš dihati, seveda si boš pomagal. Tukaj priporočamo kakšne kapljice, pršila ali pa tablete, ki nam odprejo dihalne poti, da lažje da zadihamo. Kašelj je lahko tudi seveda vredno blažiti, ker je lahko, če drugo ne, moti spanec in praktično ne moremo spati. Tako da tudi v tem primeru svetujemo kak izdelek, predvsem zdravilo brez recepta, ki nam lahko pomaga. Tukaj bi res svetoval, zdaj pri gripi je tako, da ponovadi kar ublažimo, da gre v lekarno nekdo drug in to je tudi najbolj pametno, da potem še ne okužimo vse okrog, tam ko čakamo v vrsti pred lekarno, pa kje drugje. Se pravi, da tisti osebi, ki nam pride kupiti določena zdravila, da opišemo simptome, da mu tudi povemo, kaj bi najraje nekako ublažili, da potem v lekarni ve povedati, zakaj je prišel v lekarno, kaj rabi. Mi mu pa seveda lahko pomagamo izbrati pravilno zdravilo, tudi mu svetujemo pravilno in varno uporabo tega zdravila, tako da tudi na ta način pripomoremo, da potem to bolezen, ki ponavadi ni tako huda, vsaj nima kakih hujših posledic, prebolimo, ampak to bi pa res opozoril na zelo majhne otroke, recimo nosečnice, vse starejše, predvsem če so kronični bolniki, ker lahko gripa res bolnika zelo tako zdela, ga oslabi in lahko tudi poslabša njegovo osnovno bolezen. Tisti pa naj se odločijo prej, da grejo do zdravnika, da se posvetujejo z zdravnikom, da ne bi prišlo res do kakih komplikacij, ker gripa je ne toliko kot COVID-19, ampak tudi lahko zahteva smrtne žrtve. Gospod Madjar, hvala vam za vsa vaša pojasnila in odgovore. Prosim. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.